Svet Pozitivne Slovenije je sinoči odločil, da je Alenka Bratušek, začasna predsednica Pozitivne Slovenije, tudi uradna kandidatka stranke za mandatarko za sestavo nove vlade. Še vedno pa ni odstopil tako imenovani zamrznjeni predsednik stranke Zoran Janković, čeprav je to pogoj za sodelovanje SD-ja in Državljanske liste v novi koaliciji. Janković je sicer včeraj podpisal odstopno izjavo, datum pa bo pripisal, ko bo vlada pod vodstvom Bratuškove sestavljena. Ta poteza je za SD sprejemljiva, Desus pa je Bratuškovi že napovedal podporo. Karl Rjavec in Tomaž Gantar pa sta danes po pošti poslala tudi odstopni izjavi z ministrskih položajev. Desus je tako že druga stranka, ki je zapustila vlado Janeza Janše. V ponedeljek bo to storila tudi Slovenska ljudska stranka, odstopila bosta tudi njihova ministra Franc Bogovič in Radovan Žerjav. Dosedanja varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je dopoldne predala posle novi varuhinji Vlasti Nussdorfer. Ta je napovedala, da bo 6 let, kolikor bo trajal njen mandat, branila pravice šibkih in nemočnih, kajti varuha po njenih besedah potrebujejo prav ti. Pri tem je opozorila, da varuh ne sprejema zakonodaje, lahko daje le pobude za spremembo in ne more reševati konkretnih primerov. Vendar pa nad vsem tem bdi in opozarja inštitucije, da bi odpravile kršitve ali da do njih sploh ne bi prihajalo. Ekonomsko-socialni svet razpravlja o kvalifikaciji naložb Slovenskega državnega holdinga, ki je podlaga za pripravo strategije upravljanja državnih naložb. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so se odločno izrekli proti predlagani klasifikaciji. Od poslancev zahtevajo, da je ne potrdijo, saj da bi bilo njeno sprejetje nedopustljiva napaka. V opozicijskem SD-ju so jo označili celo za veleizdajo. Poraja se še vprašanje, kako bodo na sprejemanje klasifikacije in druge postopke v zvezi s holdingom vplivale politične spremembe. V premogovniku Velenje se je v četrtek popoldne zgodila delovna nesreča, v kateri se je eden od delavcev lažje poškodoval. Policisti okoliščine še raziskujejo, po prvih podatkih pa je odgovornost tretje osebe izključena. V premogovniku se je delovna nesreča zgodila tudi prejšnji teden, ko je prišlo do tako imenovanega srebrnega udara. V nesreči se je poškodovalo 6 rudarjev. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju je danes na sporedu posamična tekma nordijskih kombinatorcev na srednji skakalnici. Po opravljenih skokih zelo dobro kaže Marjanu Jelenku, ki je z drugo daljavo na 4. mestu. Vodi Norvežan Havard Klemetsen, Mitja Oranič je na 34., Gašper Berlot na 39., Matic Plaznik pa na 46. mestu. Tekmovalci pravkar opravljajo še drugi del tekme, 10-kilometrski tek. Za odličje se bodo danes pomerile tudi smučarke skakalke. Ob Katji Požun, ki še ni povsem okrevala po bolezni, bodo slovenske barve zastopale še Špela Rogel, Urša Bogataj in Maja Vtič. Po tekmi smučark skakalk bodo na manjši skakalnici na sporedu še kvalifikacije za moške. Danes večer in ponoči se bo sneženje od juga okrepilo najbolj v vzhodni Sloveniji. Do jutri zjutraj bo sneženje ponehalo, čez dan pa bo marsikje lahko tudi posijalo sonce. Popoldne se bo od juga postopno spet pooblačilo, zvečer in v noči na nedeljo pa bo močnejše sneženje ponovno zajelo večji del Slovenije. Ob morju in na Goriškem bo deževalo. V nedeljo bodo padavine oslabele, v ponedeljek pa bo že večinoma sončno. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Preverjamo, ali gre tudi Mariborski klinični center po poti bolnišnice na Jesenicah. Hoteli na Mariborskem Pohorju po nekaj letih med počitnicami znova polno zasedeni. Ob 200-letnici rojstva skladateljev koncert Wagnerjevih in Vivaldijevih del v SNG Maribor. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.